SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v SBC-vem intervjuju. Tokratna gostja je družinska zdravnica. Zakaj smo se odločili za ravno zdravnico? Ja, zakaj pa ne? Ker je dejstvo, da ko govorimo, o reformi na zdravniškem delu, ko govorimo o plačah, ko govorimo o boleznih, ko govorimo o Fidesu, pa o ministrici za zdravje, pa o pomanjkanju prostora, pa o starih ali pa novih investicijah v zdravstvene ustanove ali pa o izgubah, vedno pozabimo na zdravnike ali pa, še bolje rečeno, na zdravnice. Še manjkrat pa, ko govorimo o dobrih stvareh, omenimo družinske zdravnike in zdravnice. Zakaj? Ker ves čas poslušamo, da je to delo pa res stresno, da jih je premalo. Ampak kako torej prepričati mlade, da se odločijo za ta plemenit poklic, če pa morda ne namenimo dovolj prostora tudi temu, da povemo, kaj so pozitivni vidiki biti družinska zdravnica ali zdravnik. Zato je z nami Polona Campolingi Pegan. En lep pozdrav. Pozdravljen. A sem prav povedal priimek? Ne, pa sva ga vadila, ne? Campolungi, ja. Se opravičujem. Z imeni sem slab, bom pa vnaprej boljši pri vprašanjih, a prav? Redu. Dobro. Sej je bil dober del, ko ste sama rekla, tudi sama morda včasih kakšnega gospoda ali gospo poznam po čem? Po diagnozi. Tako. Morda najprej, da razčistiva nekaj stvari, da bodo tudi poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci vedeli, kje sem vas našel tokrat, saj ne, da bi bili neznani, sploh ne vašim pacientkam, koliko jih imate? Jaz delam trenutno v 2 domovih upokojencev in to je v bistvu 300 oskrbovancev domov upokojencev. Pa še ni to vse, a ne? Ne, delovišč imam več, pač to je moje osnovno delovišče, če ne sem seveda tudi s kolegico, ki dela v običajni ambulanti družinske medicine v paru, ker se nadomeščava v odsotnostih. Vključujem se pa tudi v dežurno službo, tako da delam tudi v urgentnem centru v Novi Gorici. No, morda dodajva k temu še to, da tudi pojasniva, zakaj bova šla tudi malce v sindikalne vode, a ne, ste tudi članica zdravniškega sindikata, ampak ne tistega, ki ga ponavadi omenjamo, ne Fidesa, ne? Tudi članica Fidesa sem, ampak bolj sem aktivna pri sindikatu družinskih zdravnikov Praktikum, tako da tam se pa pač že 15 let aktivno prizadevamo za izboljšanje razmer na področju prav družinske medicine. No, aktivni ste pa tudi na svetovnem spletu, a ne, naprimer na nekdanjem Twitterju, zdaj se mu reče X. Kako to? Pravzaprav je to ena platforma, ki dejansko omogoča neko izražanje mnenj in stališč, ki dosežejo prvič dokaj široko množico ljudi, pa tudi medijev. In velikokrat lahko neke argumente, neke podatke, neka dejstva, ki jih občutimo na terenu, lažje posredujemo preko teh spletnih omrežij, kot mogoče preko bolj uradnih medijev. Tako da v bistvu uporabljam to ne kot zabavo, ampak res kot nek kanal osveščanja ljudi o razmerah, kot jih vidimo mi, ki smo v prvi bojni liniji v ambulantah. No in prav to je bil tudi razlog, da sem vas tokrat povabil, ker sem vas tam našel v narekovajih z 6 točkami, če se ne motim, ne? Kaj bi lahko naredili? Smo namreč zdaj v februarju, ampak januar, februar sta ponavadi meseca, ko imate zdravniki nasploh največ dela, zato ker krožijo razni virusi, respiratorne bolezni in tokrat smo kar 2-krat slišali opozorilo, da je pač zdravstveni sistem znova tik pred tistim vrhom, kolikor še zmorejo zdravnike in medicinske sestre in vsi ostali, da ne bom koga izpustil. Začne se seveda pa tudi na urgenci, ali pa konča, odvisno zdaj, kako na to gledava, ne. Morda dajva teh 6 točk, ki ste jih omenili, zakaj, kaj je narobe v slovenskih čakalnicah na urgenci? Zdaj, da bom rekla, da je narobe, in tudi ne bom rekla, da v slovenskih, ker so v bistvu to težave, s katerim se večina zdravstvenih sistemov srečuje. Zelo težko je vzpostaviti po eni strani varen sistem, ki bi bil dostopen ljudem, ki imajo zdravstvene težave, hkrati pa v bistvu omejiti, bom rekla spet v navednicah, neke nepotrebne obiske,
ki v bistvu ne potrebujejo neke strokovne obravnave. Zato je pravzaprav več razlogov, a ne. Vse skupaj se pa skanalizira na koncu v preobremenjenih urgencah. Urgence so tisti pokazatelj, koliko je v nekem trenutku zdravstveni sistem obremenjen. Zakaj? Ker je, ko je pač ta obremenjenost večja, po eni strani večji priliv, prvič zato, ker vsi ljudje ne pridejo do svojega osebnega zdravnika, ker imajo le-ti tudi zasedene vse svoje termine, drugič je v Sloveniji ta specifika, da je osebnih zdravnikov premalo in nimajo vsi ljudje svojega osebnega zdravnika in se potem zaradi tega obračajo na urgenco. Drugi, mogoče pa še bolj pereč problem pa je ta, da so bolnišnice zasedene. Zakaj je to tako pomembno? Ker na urgencijo, kamor se obračajo manj, pa tudi bolj bolni ljudje, tisti, ki so bolj bolni, ki bi potrebovali hospitalizacije, nimajo prostora in se potem na tej urgenci zadržujejo, ker jih iz urgence ne morejo napotiti na hospitalizacijo, ker so postelje zasedene, je potem to tisto ozko grlo, zakaj ljudje lahko ure ali pa celo dneve preživijo na urgencah. Tako da v bistvu je tukaj dvoje treba gledati, ta priliv pa ta odliv. Vse skupaj se pa seveda poslabša v teh časih respiratornih okužb, ker sistem, kljub temu, da vemo, da bo vsako leto to prišlo in da se na to opozarja že vrsto let, ni prilagojen na vse potrebe. Potrebe so namreč bistveno večje, kot so bile pred 2, 3, 4 desetletji. Zakaj? Če ne zaradi drugega, že zato, ker se je družba stara. In ker se družba stara, imamo več kroničnih bolnikov, imamo več ljudi, pri katerih se pričakuje in tudi dejansko udejani nek težji potek bolezni in ki v večji meri potrebujejo hospitalizacije. In tukaj je zelo težko potem urediti nek sistem, kjer bi ljudem, ki jih skrbi za njihovo zdravstveno stanje, odprto omogočili, da se posvetujejo zdravnikom, kadar menijo, da to potrebujejo. Hkrati pa v bistvu selekcionirali, kdo so res tisti, ki to potrebuje. In tukaj je mogoče tudi zaradi družbenih sprememb, tudi zaradi drugačnega dojemanja bolezni kot nekoč, prišlo do tega, da se ljudje tudi z manjšimi težavami prej želijo obrniti na zdravnika in seveda sistem enostavno vsega tega ne zmore požreti v tolikšni meri, da bi bila zadeva tekoča. A če bi vas vprašal, ne vem, kakšen odstotek tistih, ki bi morda svojo boleznijo pa lahko počakali na svojega zdravnika, dobro, zdaj sva spet pri tem, če ga imajo, a ne, je o kakšnih številkah govoriva? Zdaj, ko jaz delam na urgentnem centru, je v bistvu takih, bom rekla, vsaj polovico. Vendar ne gre za to, da bi recimo vsa ta polovica zlorabljala ta sistem. Velika večina ljudi pride zato, ker dejansko menijo, da pomoč potrebujejo, ali jih nekaj zelo skrbi. Takih, ki pridejo in z namenom zlorabljajo sistem, je dejansko zelo malo. Mogoče imamo 1 do 2 na noč v dežurni službi. To so recimo primeri, ko ima človek, ne vem, zamašen nos, pa nima povišane temperature, pa pride sredi noči, ker si želi recept za pršilo za nos. Ne. Pa ve, da ni ogrožen, pa ga to ne boli, pa ga to ne skrbi, ampak se pač odloči, to njemu pripada, ve, da bo to dobil in zato pride. In to. Ampak takih primerov, ko bi rekli, da gre za neko evidentno zlorabo, je dejansko zelo, zelo malo, so izjeme. Veliko pa je takih ljudi, ki nimajo nekih hudih težav, jih pa le te zelo skrbijo in pridejo zaradi te svoje skrbi, dosti od njih res samo zato, ker si želijo, da jih nekdo pogleda in da reče, lejte, se to pa ni nič hudega, lahko počakate in greste k vašemu zdravniku. Ta procent ljudi se je pa gotovo v zadnjih 2-3 desetletjih bistveno povečal. Zdaj, zakaj se je povečal, verjetno je razlogov več. Tako kot se je družba spremenila, se je tudi naše dojemanje bolezni, težav spremenilo. Jaz bi rekla, nekako smo vajeni v naši družbi nekega blagostanja. Življenje v blagostanju nujno prinese tudi neko vajenost na udobje.
neko nevajenost na bolečino. Če pogledamo že otroci naši, kako rastejo, ne, imajo ščitnike za kolena, imajo čelado, imajo vse varnostne ukrepe. Praktično se skoraj ne zgodi, da bi otrok padel in si razbil koleno. Ne. V bistvu nimajo tega občutka bolečine in dosti otrok zraste brez izkušnje bolečine in seveda, ko pride neka bolezen, ko pride nek moteč simptom, se človek ustraši, ga to spravi zelo prej v stisko, kot nekdo, ki je odraščal v nekih bolj trdih, bolj zahtevnih okoliščinah, kjer je bil tudi vajen potrpeti, pa vajen, da nekaj boli, pa vajen, da to tudi mine. A ne? Tako da jaz mislim, da že te generacije, ki so zrasle v tej družbi skoraj prevarovanosti, zelo težko prenašajo te simptome in so dejansko zelo prestrašeni, ko ta zadeva ne mine v nekaj urah. Druga stvar je pa ta preobremenjenost naših možganov z nekimi informacijami in dezinformacijami. Vemo, da so enormne količine informacij okoli nas in ljudi je strah. Predvsem vidimo, mlajše generacije so zelo anksiozne, so tesnobne. V bistvu ob vsakem simptomu prihajajo ljudje s spiskom možnih diagnoz, ki so ponavadi hude diagnoze in si takoj želijo razčistiti, zakaj gre. Čeprav se to velikokrat ne da, ker se pač stvari rabijo čas, da se razvijajo. Tretja stvar, ki tudi vpliva na naše obnašanje, je iskanje pomoči, je pa to, da si želimo biti učinkoviti. Smo v tej družbi, ki si želi proizvajati, ki si želi, da je vsaka ura izkoriščena. Marsikdo reče, pa jaz si ne morem privoščiti, da sem bolan, mene čaka naročilo, jaz imam rok, da moram zadeve narediti, šef bo znorel, če mene ne bo, nimam koga, da bi me nadomeščal. Pač ta hiperproduktivnost oziroma ta nuja po produktivnosti nekako ustavlja ljudi, da bi si rekli, lej, zdaj sem pa bolan, zdaj pa 3 dni moram dati mir ali pa en teden moram dati mir. Zato bi radi ljudje zelo hitro ozdravili, zelo hitro dobili neko čudežno tabletko, da bi bili potem okej. In dostikrat to iščejo tudi v takih urah, ko bi mirno lahko počakali en dan ali pa 2 dni pa šli k svojemu zdravniku. Ravno to, kar ste zdaj čisto na koncu omenila, pa ste mi dala veliko iztočnic, ampak ta je takšna aktualna, ko so tudi drugi družinski zdravniki ali pa iz urgence predstojniki stopili pred medije in rekli, poslušajte, če imate samo vročino, ne, pa zabasan nos, odležite doma dan, 2 in potem, če to ne pade, pridite. Ne. Saj vem, da vas bom zdaj vprašal za nek, ne vem, se temu reče nasvet, ampak dajva še enkrat to povedati, kako je s temi respiratornimi virusi, ker nimam občutka, da se jih bomo znebili do konca februarja. No? Ne, verjetno se jih res ne bomo, glede na stanje. Dejansko pri, bom rekla, ljudeh, ki niso kronični bolniki, pa da se ne pogovarjamo zdaj o enem zelo starem človeku, viroza mine sama po sebi. A ne? Če greš zdravniku, bo minila v enem tednu, če pa ne greš pa v 7 dneh. Ne? Tako. Ti simptomi, kot so vročina, prehlad, bolečine v mišicah, glavobol, znojenje, splošno slabo počutje, so ponavadi znak viroze. 2-3 dni je vedno treba počakati pred odvzemom krvi, ker tudi če kri vzamemo prvi dan, ničesar ne pokaže. A ne? Ko vzamemo kri, mi ponavadi 3. dan bolezni, se potem šele lahko vidi, a gre tukaj za neko bakterijsko okužbo, ki bo morda potrebovala neko dejansko zdravljenje z antibiotikom, če pa gre tukaj za neko virusno okužbo in teh je velika večina, razen tega, da vzamemo nekaj proti bolečini, pa zbiti vročino, da ležimo, da pijemo in da damo mir, nimamo kaj drugega narediti. In tega ne more narediti nihče. Ne urgentni zdravnik, ne družinski zdravnik, ne infektolog. Ne. In tukaj res telo rabi samo čas, da to okužbo premaga in da se potem zregenerira. Včasih je prav hecno, jaz ko delam na urgenci, pride kakšen človek 3 dni zaporedoma, a ne 3 dni zaporedoma, pa vsakič pove, imam še zmeraj vročino, pa glava me boli, pa mišice me bolijo, pa 3 dni zapored rečeš, ja,
pač bomo vzeli kri je v redu, očitno je to viroza, ampak tu se vidi to željo, da ljudje enostavno nekateri zelo težko sprejemajo dejstvo, da so pač bolni in da mora iti to mimo in da se bo zadeva pozdravila. Zdaj pri tistih, ki so pa kronični bolniki, ki imajo neke številne bolezni, ki so recimo, imajo neko slabšo odpornost, seveda je tam situacija čisto drugačna, ampak oni to tudi vejo, poznajo in tudi mi smo pri njih dosti bolj previdni in pa seveda pri zelo majhnih otrocih. Tam smo pa tudi pozorni, ker pride lahko prej do nekih težav, dehidracije, težav z dihanjem, tako da iz tega vidika se tudi dojenčke bolj ščiti, Tudi pediatri so zdaj v zadnjih dneh podali to priporočilo, da če imamo enega zelo majhnega otroka doma, pa sorojenca, ki je v vrtcu, če je le možno, da se sorojenca iz vrtca za nekaj časa vzame, zato da ne bi teh težjih virusov temu malemu otroku prinesel. Gripa je tudi tista, ob virozah, ki zdaj kosi, tako da kar veliko je. Kaj pa cepljenje? O tem vsako leto sicer veliko govorimo. Imam prijateljico v Bruslu, ki pravi, mi se cepimo v lekarni in to je pri nas nekaj povsem normalnega. Pri nas po covidu pa se mi zdi, da je ta osaveščenost o tem, da vendarle cepijo proti gripi načeloma, če ujamajo, kateri tip gripe je v obtoku, pomaga, vedno nižja. Drži. Mene tako, v bistvu me boli, predvsem, ker delam v domu upokojencev, ker tudi pri tej zelo ranljivi populaciji, ki jo najslabše odnese ob teh gripah vsako leto, se zelo poveča in hospitalizacije in žal tudi smrtnost, prav zaradi gripe, je prav po covidu želja oziroma volja, da bi se cepili, zelo upadla. Zdaj tukaj nas čaka ogromno dela še, da bi ljudem sporočili, da je ta možnost varna in da ta možnost zaščiti predvsem ta ranljivi del populacije. Sej, če nek zdrav mlad človek zboli za gripo, v veliki večini primerov pač bo 2 tedna slab in potem bo zopet prišel k sebi brez nekih posledic, ampak če pa za gripo zboli njegova babica, dedek, je pa to v bistvu lahko bistveno težje. Očitno nekaj delamo narobe, očitno nekaj delamo premalo, da to sporočilo ne pride do tja, kamor bi moglo priti. Jaz v domu se tako skupaj s timom, z medicinskimi sestrami, se zelo trudimo vsako leto, da se z ljudmi pogovorimo, da jim predstavimo to možnost. Tudi svojce nagovarjamo, da bi se v bistvu odločili za to cepljenje, ampak po covidu se je prav pojavila ta cepilna utrujenost. Prav dobesedno ljudje so rekli, ne se nočemo več cepiti, ker smo se 3-4 cepili, pa zdaj nočemo. Tako da letos v bistvu smo tudi v našem domu imeli to precepljenost dokaj slabo. Možno se pa oboje cepiti, predvsem za te ranljive ljudi se priporoča in gripo in covid, Tudi covida smo imeli kar veliko, Tako. A pomaga? Pomaga predvsem pri, tako bom rekla, kljub temu, da se ljudje cepijo, lahko zbolijo, je pa potek bolezni pri teh ranljivih skupinah lažji in je manj potreb po hospitalizacijah, kar je pa v bistvu tle zelo bistveno. Prej ste sami omenili kup informacij in dezinformacij, zato seveda ne morem mimo vprašanja, ki je zelo popularen med temi dezinformacijami, pa verjetno zdaj nisem dobil kakšnih simpatij, ampak ko govoriva o cepljenju, morava dodati še zaplete. Ja, absolutno. Sej, vsako zdravilo, jaz vsakemu človeku povem, ker vedno, ko se nekaj napiše, je treba človeku povedati, lejte, to ima tak pričakovan učinek, ampak vsako zdravilo, od najbolj navadnega analgetika, ki se ga kupi lahko v lekarni, do težjih zdravil, do cepiv, vse, s čimer posegamo v telo, ima seveda možne zaplete. In čisto pri vsaki snovi, ki jo mi vnesemo v telo, so lahko zapleti od blagih do zelo težkih. Je pa res tukaj fajn vedeti, kolikšna je možnost teh zapletov, in prav pri teh cepivih, recimo za gripo, ki so neka preizkušena cepiva, stara cepiva,
prav kakšnih, bom rekla, številčnih zapletov nimamo. Najbolj pogosti so ti lokalni zapleti, se pravi bolečina na mestu vboda, oteklina, rdečina, lahko ima človek tudi kakšno vročino, vse to tudi povemo ljudem. Zdaj seveda, če je človek na cepivo alergičen, je lahko to tudi neka huda alergična reakcija. Kot pri vsakem zdravilu je pa tega izredno malo, ne. Je pa nepošteno, da človeku rečeš, ne, zaplet ni možen. Seveda, pri vsaki stvari je zaplet možen. Prej ste rekli, da se nam ves čas mudi, da bi šli nekaj delati nazaj, pa da nas nekdo čaka. Po drugi strani pa so podatki o tem, koliko smo Slovenci na bolniških, koliko dni odsotnosti z dela beležimo in da nas to stane preko milijarde evrov, pa neverjetni. In vsako leto je teh dni več. Kako pa bi to midva pojasnila? Ja, ne gre za iste ljudi. Tako. Ne, dejansko bolniški staleži pri nas so problem. Ne, tako kot smo rekli, imamo ljudi, ki želijo biti ves čas, ali morajo se, tukaj ne bi rada delala krivice nikomura, ne. Imamo ljudi, ki si želijo, ne glede na bolezen, ne glede na to, da jih telo opozarja, delati in delajo preveč, velikokrat. Imamo tudi ljudi, ki se zelo pogosto poslužujejo bolniškega staleža. Na to opozarja tako zdravstvena blagajna, ker so iz tega naslova enormni stroški, ki se namesto za zdravljenje porabljajo v bistvu za socialni transfer bolniškega staleža. Na to opozarjajo delodajalci, zato ker imajo zaradi odsotnosti svojih delavcev seveda stroške, pa tudi težave pri procesih dela. In na to opozarjamo konec koncev tudi sami zdravniki, ker imamo s temi bolniškimi staleži zelo veliko dela, predvsem administrativnega. Zdaj dve dejstvi bijeta v oči. Ena je dolgotrajnost bolniškega staleža, kjer smo v Sloveniji unikum, ker je v bistvu ta bolniški stalež praktično neomejen. Vemo, da obstajajo ljudje, ki so več let na bolniškem staležu. Drugo je pa veliko število teh kratkotrajnih staležev, ki jih v bistvu urejamo družinski zdravniki, a ne, ker te dolgotrajne staleže ureja ta zdravnik, imenovani zdravnik zavarovalnice, tle družinski zdravniki igramo samo vlogo poštarja in posredovalca izvidov. Pri teh kratkotrajnih staležih pa smo zdravniki tisti, ki odpiramo in te staleže zapiramo. Problem pri staležih je ta, da smo v bistvu zdravniki tukaj v navzkrižju interesov. A ne? Mi načeloma moramo zaupati pacientu, jaz če zgubim zaupanje v to, kar mi pacient pove, praktično ne morem biti več njegov zdravnik, zdravnica. A ne? Če jaz ne verjamem pacientu, ko mi govori, potem midva izgubiva tisto osnovno orodje, ki ga imava. A ne? Jaz imam od orodij v ambulanti zgolj to, da ga poslušam in slišim, in roke in oči in ušesa za to, da ga pregledam. A ne? In tukaj se zdravniki pravzaprav zelo otepamo te vloge policaja, nadzornika, detektiva, nekoga, ki bi pacienta že vnaprej obtožil, da laže, ker praktično nimamo orodij, da bi preverjali pacientovo stanje. Dostikrat se misli, da če pacient pride, da lahko zdravnik ve, koliko pacienta boli, a mu dela slabo ali mu ne dela slabo, a se slabo počuti ali se ne slabo počuti, ali je izgorel ali ni izgorel, ampak v bistvu mi teh orodij, da bi lahko objektivno ocenjevali, nimamo. Seveda si lahko na podlagi pregleda ustavimo neko mnenje, koliko je zadeva resna, koliko ni resna, ampak ko človek pride in reče, mene boli glava, jaz nimam druge, kot da mu verjamem. In lahko grem potem izpeljati neko diagnostiko, če se ta zadeva ponavlja, ampak tudi po opravljeni diagnostiki, ki bo verjetno trajala več mesecev, glede na naše čakalne dobe, jaz še zmeri ne bom mogla reči, ne, vas pa glava ne boli. Lahko bom samo rekla, nismo našli vzroka, da vas glava boli. In tukaj si zdravniki zelo želimo, da bi po vzoru nekaterih evropskih držav šli v to, da bi te kratkotrajne staleži bili nekako drugače urejeni. V mnogih sistemih v bistvu osebni zdravnik, govorim staleže dolge 1 do 3 dni, pravzaprav nima nobene vloge, ker gre tukaj za dogovor med delodajalcem in zaposlenim, za vzpostavljanje zaupanja med njima. Seveda je pa za tovrsten sistem
verjetno potrebno imeti neko pozitivno organizacijsko kulturo znotraj samih podjetij, ne, zaposlovalcev, delati tudi na nekem preventivnem okolju zaposlenih, delati na tem, da bojo zaposleni v bistvu zainteresirani za to, da so prisotni na delovnem mestu in da ne bodo v ta stalež bežali. Bežanje v stalež ima vedno več razlogov. A ne? In tukaj je toliko faktorjev, na katerih se pri nas ne dela, da je v bistvu mene ne preseneča, da imamo tako velike staleže. Ker po eni strani celoten sistem stimulira ljudi, da hodijo v staleže, ker so praktično za to nagrajeni, a ne. Po drugi strani se po različnih podjetjih zelo različno dela z svojimi zaposlenimi in skrbi za njihovo dobrobit in njihovo, bom rekla, dobro počutje na delovnem mestu. Tretja stvar je pa to, da so naši medicinci dela, to so specialisti, ki poznajo delovna mesta, zahteve, tveganja, nevarnosti delovnih mest, zelo malo vključeni v to, da bi se paciente kmalu vračalo nazaj na delovna mesta, tudi z nekimi prilagoditvami, ki bi bile smiselne in dobre tudi za sam delovni proces. In tukaj imamo en velikanski potencial, ki je neizkoriščen. Ja, kakšno €500 milijonov morda, ne, na leto. Omenili ste, da tukaj bi bilo to neko zaupanje med delodajalcem in delavcem. Spomnim se neke pobude enega od podjetij, ki je dejalo, če pa kdo v letošnjem letu ni imel nobenega dne bolniške, ne, potem pa bo še nagrajen, pa je bila to potem zelo velika javna razprava. Ja, zdaj jaz bom rekla tako, tle je treba biti zelo previden, a ne, ni cilj spremembe sistema to, da bi bolni ljudje hodili delati, a ne. Vem, da obstajajo podjetja, ki imajo te stimulacije, če ljudje niso na bolovanjih. Mogoče bi o tej problematiki več znal povedati kakšen specialist medicine dela, a ne, ker gotovo vsak tak ukrep povleče za sabo lahko tudi določena tveganja, ne. Ni cilj prezentizem, se pravi to, da so bolni ljudje prisiljeni hoditi delati, zato da dobijo, ne vem, 100 evrov več na mesec, a ne. Ampak je cilj to, da bi ljudje, ki nimajo zdravstvenih težav, ne bežali v stalež in da bi se preprečevale neke zlorabe. Kako to narediti? Gotovo so primeri dobrih praks po svetu, kjer je tega absentizma manj. Gotovo bi se tukaj mogli, bom rekla, usesti in se poslušati delodajalci, zaposleni, medicinci dela, ne, bi tle ogromno znanja z tega imajo in jaz sem prepričana, da bi ta sistem morali spremeniti, ker ne pelje nikamor. Še ena stvar se je ravno v teh dneh spet zgodila, ne? Ko so odkrili, da so starši otrok poklicali, prej ste rekli, da ne bi se družinski zdravniki prve 3 dni ukvarjali, danes res imamo to možnost, samo dvignemo telefon, povemo, lejte, res se slabo počutim, v redu, odpiram bolniško in jo potem zaprete, a ne? Se pravi, ni treba v ambulanto ravno zato, da ni te gneče ali pa nepotrebne ga tam visenja, ampak po drugi strani ne, pa je bil ta primer iz Maribora, ko so starši rekli, mi pa skrbimo za bolnega otroka, prosim za dodatni dan, so ga seveda dobili, ker je šlo na to zaupanje, ampak na koncu se je izkazalo, da je bilo to kar veliko zlorabljanja pri tem primeru, ne. Pa smo spet pri tem, v kakšni družbi pravzaprav živimo, ne. Tako, ja. S tem, da se je tu statistično ne izkazalo, da je šlo tukaj za petke ali ponedeljke, a ne, in podaljšane vikende. Zdaj, v bistvu meni je bila ta poteza mariborskih pediatrov zelo zanimiva, no, in tudi že poročajo o tem, da je teh klicev bistveno manj. Da so otroci bolj zdravi. Da so otroci postali bolj zdravi. Je pa tukaj tudi en ta, bom rekla, moment, da otrok se ne bo pretvarjal, a ne. Otroku 3-letnemu ne moreš reči, daj naredi se malo bolanega, a ne, pa reči, da te nekaj boli, a ne. Tle otroka vidiš, a ne, da je zdrav in tle mogoče imajo pediatri malo drugačno, bom rekla, funkcijo, ker ob pregledu otroka dejansko vidijo to stanje. Pri odraslih je pa dejansko to včasih težko reči, a ne. Pa tudi konec koncev, ko bom rekla, zdravniki nočemo se postavljati v vlogo, da bi rekli, moj pacient mi laže. Ker ko bom jaz začela dvomiti o njegovih besedah, glede, ne vem, te bolečine, s katero je danes prišel k meni, bom lahko dvomila o vsem. A se vam je kdaj to zgodilo? Ja,
Pravzaprav ja bom rekla, zmeraj imaš med svojimi predeljenimi pacienti človeka, ki ti, pa ne samo zaradi staleža, ampak iz različnih razlogov, kontinuirano hodi zaradi, recimo, ne vem, pa ga tišči v prsih, pa ve, da je to vstopnica, pa da bo pogledan. Pa recimo, ali pa ne vem, neko tako težavo si ponavadi ljudje zberejo, za katere vejo, da bodo gotovo pogledani, in ko ti pride tja 30-tič, 31-tič, res, včasih si misliš, pa dobro pa. In dejansko se moraš zelo prav zracionalizirati si zadevo in si reči, ja, lahko je 30krat prišel in nič ni bilo, ampak mogoče bo pa 31-tič dejansko imel infarkt. In se mi je že zgodilo, da je človek, ki je hodil s tako ponavljajočo se zadevo, na katero smo že na vratih rekli, ja, pa spet je prišel, itak spet ne bo nič, ne, in mi je šlo strašno na živce, da je prišel, priznam, in se je izkazalo, da je človek bil dejansko, ko je prišel, ne vem, natič, dejansko to težavo imel, in sem si rekla, hvala Bogu, da sem ga vzela resno. Ker bi ga lahko čisto mirno iz tiste svoje jeze in nestrpnosti in naveličenosti rekla, danes vas pa ne bom gledala, ker ste vsakič brez veze tu, pa se je izkazalo, da pač tokrat je pa res bolan bil, no. To vas pa zdaj moram vprašati, ker vem, da imate dolgoletno zdravniško prakso, ogromno znanja, na tisoče primerov. A verjamete v to, da včasih kakšno stvar kar prikličemo, če toliko časa razmišljamo o neki bolezni, o bolečini in tako naprej? Vem, da to zdaj ni zdravniško vprašanje, ampak med pogovori med ljudmi počasih reče, pa se je toliko časa ta koleno gleda, da ni čudnega, da ga zdaj boli. Ja, pa dejansko se to vidi. Zdaj se pravim, ni to znanstveno dokazano, a ne? Ampak to se dejansko vidi in tudi to zdravstveni delavci rečemo med sabo. Toliko časa bo hodil, dokler ne bo res neki človek našel. Sej lahko bi to našel, tudi če niti enkrat ne bi prišel, a ne? Ampak se ponavadi ljudje, ki imajo te ponavljajoče se obiske, imajo v ozadju ali neko tesnobo, ali neko anksioznost, neki jih sili k tem obiskom, to pomeni, da so v nekem stresu. Zdaj, stres pa čisto biološko povzroča lahko neko slabšo zdravstveno stanje. A ne, stres lahko povzroča in večje tveganje za neke te srčno-žilne bolezni, za rakave bolezni, za slabšo imunost, za avtoimunske bolezni. In dejansko lahko z nekim vzdrževanjem vzorca neke anksioznosti, tesnobe, strahu poslabšamo zdravstveno stanje, seveda ne hote in gledajte za neke nezavedne mehanizme, in ponavadi ljudje, ki so pretirano zaskrbljeni za svoje zdravstveno stanje, potem preko tega lahko tudi zbolijo. Moja mama je bila medicinska sestra, no, pa je včasih rekla, kar nekaj pa tudi takšnih, ki se pridejo zgolj pogovoriti. Ja, sploh pri starejših. Ene take osamljenosti je ogromno. Se v bistvu je težko, a ne. Včasih se vprašam, a ne, pač v domovih upokojencev so eni ljudje, ki imajo svojce, ki imajo redne obiske, ki imajo neko socialno mrežo, ampak dejansko pa obstajajo ljudje, ki so zelo, zelo sami in razen negovalnega osebja in pa seveda so, bom rekla, so oskrbovanci, so stanovalcev, drugega ne srečajo. In dostikrat vidiš, da pride z neko vstopno težavo, ki pa pravzaprav ni pomembna, a ne. In dostikrat pridejo in ko če malo razširiš ta pogovor, da mu daš nek varen prostor, da ti stvari pove, prideš do tega, da je v ozadju neka osamljenost, neka taka temeljna potreba potem, da po pozornosti, potem, da ga nekdo sliši, potem, da mu lahko pove tudi neko svojo življenjsko zgodbo. To vidimo v domovih upokojencev, je pa ogromno tega tudi doma. Sploh pri starejših populacijah je, se mi zdi, zadnja desetletja te osamljenosti ogromno. V 2 domovih za ostarele, a ne, delujete. Koliko ljudi v teh 2 domovih je takšnih agilnih še, da na primer gredo na sprehod? Polovica? Manj kot polovica? Manj kot polovica. Ne, v domove upokojencev se dejansko selijo ljudje, ki ne zmorejo biti več doma, a ne, v bistvu takih, da bi lahko šli na sprehod, rekla bi četrtina, no, pa še to so nekateri, ki grejo lahko samo pred dom, ne zdaj na sprehod po mestu, a ne, ampak da grejo pred dom, na dvorišče, pod drevo in tako.
velika večina je takih, ki dejansko rabijo celotno oskrbo, ogromno je ljudi, ki so v posteljah ali pa samo na počivalnikih, ogromno je ljudi z demenco, tako da v bistvu, da bi ljudje prišli v dom kot v hotelsko oskrbo samo zato, da bi jim bile nudene pač obroki, prostor, čist prostor in bom rekla, ta hotelski del oskrbe je zelo, zelo malo. To zato sprašujem, ker ko sem med covidom se pač ponudil, če potrebujejo kdaj koga za pomoč, pa sem obiskal nekajkrat domžalski dom, sem bil v bistvu presenečen, pa smo velikokrat govorili o domovih za ostarele, pa kako jih bi tam učili uporabljati telefone, pa računalnike, pa takšne stvari, ampak tam sem ugotovil, da v resnici, kot ste rekli, morda le četrtina ljudi še uporablja ali pa potrebuje to, če sploh ne, da 3/4 ljudi pa pravzaprav res ne more več skrbeti zase. Ja, ker ljudje, če zmorejo, raje ostanejo doma. Zelo malo ljudi se odloči priti v dom, ker jim je to všeč. Imamo tudi take ljudi, nekaj jih je takih, ker so se odločili priti v dom, ko so še dobri, a ne. A bi to ocenili kot dobro idejo, ali je to seveda odvisno od izhodišča, odkot prihajajo, ne? Zelo je odvisno, bom rekla, če človek pride, ko je še dober, je to fajn, ker se bo prej vključil v neke aktivnosti, več bo od tega doma imel, ker pač bo lahko šel še na fizioterapijo, lahko se bo udeleževal nekih dejavnosti, ker domovi se le trudijo za to, da imajo neko vsebino, več bo lahko teh socialnih stikov navedel in lažje se bo navadil, ker je čista kapaciteta možganov na spremembe še prisotna, ne. Tisti, ki pridejo v bistvu, bom rekla, v zelo slabem stanju, pa se še zavedajo okolice, se težko vključijo v to novo življenje, seveda, ker so že tako slabi, da je tudi ta kapaciteta prilagajanja zelo zmanjšana, pa dejansko so potem popolnoma odvisni, ne, od osebja, ne morejo si urediti svojega okolja, ne morejo navezovati stikov, ker so pač nepokretni velikokrat, ne. Zdaj, edini problem je ta, da je teh ljudi, ki so še vitalni, zelo malo, tako da se v bistvu ti socialni stiki potem zelo zožajo, ker tudi če je 200 ljudi v domu, je takih mogoče 15-20, ne, pa če niso blizu skupaj, se potem težko dobijo. Se pa dobijo na teh skupnih dejavnostih, pa če grejo na obroke skupaj, potem si dobijo tudi to družbo in to je lahko zelo dragoceno. Mi imamo tudi ljudi, recimo, ker se zelo tesni ti vezi vzpostavijo med sostanovalci, ko vidiš, da res postanejo en drugemu kot en del družine, so pa tudi seveda zelo konfliktni odnosi lahko in so tle lahko plusi in minusi, vse. Zdaj, ne bova šla v to smer, zato ker bi za tak pogovor potreboval nekoga drugega, da je v domovih za ostarele tudi premalo ljudi, ki bi zanje skrbeli, ampak zelo podobno, zdaj pa prihajava na tiste del, ki je drugi del tega uvodnega pogovora, no, ali pa najinega pogovora, se je tudi družinskih zdravnikov zelo, zelo malo, ne? Že v uvodu sem dejal, da veliko o vas govorimo, ni vas veliko, ampak da bi pa prav reklamo za ta poklic delali, tega pa ni nič, a ne? In potem si jaz dostikrat rečem, vsi rečejo, a vidite, pa jih ne bo, pa nihče noče biti. Seveda ne, se jaz tudi v življenju se ne bi odločil za vaš poklic, po tem, o čemer sem govoril v medijih, na primer, no. Ja, drži. Kdo bi pa rad bil družinski zdravnik vse dni, ne? Pa še v noč ne more hoditi, ne? Ja, čeprav tako, če bi vprašal mene, če bi se še enkrat za to odločila, če bi šla študirati še enkrat medicino, še enkrat bi izbrala družinsko medicino. Zdaj, dejansko, nas se v glavnem poroča, ko so problemi in problemov je veliko. Tako. Zdaj, družinska medicina je tako ena zelo bogata specializacija, ki nudi ogromno znanja in ogromno možnosti za to, da dobro delaš in da imaš ogromno enih strokovnih izzivov, pa čisto človeških izzivov, je pa res to delo, ko si stalno v kontaktu z ljudmi. A ne, mi v bistvu od začetka do konca ordinacijskega časa praktično si v kontaktu z ljudmi, imaš odprta vrata, nimaš le nekega filtra napotnic in dejansko do tebe pride čisto vse, a ne, od, ne vem, žulja na mezincu do paliativnega pacienta z razsejanim rakom in ves diapazon vmes. Sem
15 let že v raznih, bom rekla, telesih, inštitucijah, preko zbornice, preko praktikuma, preko različnih skupin, si prizadevamo, da bi družinski medicini omogočili, da bi zadihala. Da bi vso to znanje, ki ga mladi dobijo tekom specializacije, dejansko lahko na terenu tudi uporabili, ker to ti da potem tisto veselje, tisto zadoščenje, tisti občutek, da delaš, kar znaš in da osmisliš to svoje delo. Žal, še zmeraj nismo prišli preko, bom rekla, nekih ovir, preko nekih okopov, preko nekih okvirjev, ki dušijo v bistvu to delo z enim velikim kupom administrativnih postopkov, z nekih, bom rekla, nepotrebnih omejitev, ki jemljejo vsebino iz tega dela. In jaz mislim, da največ bi naredili za družinsko medicino prav s tem, da bi dali prostor za to strokovno delo. Zakaj? Ker k nam v ambulante vstopajo tudi mladi. V bistvu od prvega letnika naprej, študentje medicine, pa potem pripravniki. In mladi vidijo, kaj se pri nas dogaja. In marsikdo reče, ja pa sej, vi toliko veste, toliko znate, toliko bi lahko, toliko delate različnih stvari, ampak kaj, ko imate toliko potem tistih papirjev zapisati, pa se ukvarjati z en kup dokumentacije, tega pa mi ne bomo delali. A ne? In že tukaj, če bi prisluhnili mladim, da v bistvu jim je to všeč in da marsikdo bi pri nas ostal, če bi videl en proces dela, ki bi bil smiselen, bi naredili ogromno. Ker ta del, naš strokovni del je res nekaj, kar ti da lahko eno veliko zadovoljstvo in če si za delo z ljudmi, ker pa se vemo, v medicini imaš delo od tega, da sediš za ekranom, da si v laboratoriju, da operiraš, da si nek ozki specialist, pri nas je pa res eno tako široko delo, od vsega nekaj znaš, nič ne znaš prav zelo poglobljeno, ampak zadosti, da veš, kako ljudi usmerjati in voditi. In predvsem znaš ljudi voditi skozi sistem in ukvarja se s človekom in ne samo z eno diagnozo. Družinski zdravnik mora gledati človeka kot celoto, ga mora gledati v njegovem okolju, ga mora gledati v njegovih odnosih, ga mora gledati skozi njegove želje, stališča, njegovo vrednote, konec koncev. In tukaj je družinski zdravnik en tak lik, ki bi lahko ogromno naredil, ne samo za tistega konkretnega človeka, ampak v bistvu za celoten sistem, ne? Ker je temelj celotnega sistema in dobra družinska medicina pomeni manj čakalnih dob in konec koncev pomeni bistveno manj stroškov, ker imamo enega dobro vodenega pacienta z dobro preventivo, z zgodaj ugotovljenimi kroničnimi boleznimi in dobro vodenimi kroničnimi boleznimi in ob koncu življenja tudi z eno dobro paliativo. In vse to mladi znajo narediti, ko pridejo v sistem, pa nimajo časa tega delati. In seveda, ko si ti leta, desetletja v takem sistemu, počasi marsikdo tudi zgubi nek zanos, zapade v to rutino in se nehaš spraševati, zakaj pravzaprav tako delam, ko bi pa mogel in znam kaj drugega početi in gremo potem v neko stihijo in če bi se to dalo spremeniti, bi mi naredili ogromno za ljudi. Že ko sem vas videl na parkirišču, pa ko sva poklepetala 3 minutke prejle tamle na kavi, sem videl, da ste taka topla oseba, ne? Taka prava družinska zdravnica. Zdaj bom dal neko tezo, v kateri se dostikrat pogovarjamo, tudi v oddaji smo se, da biti zdravnik danes pomeni veliko borbo. In začne se, z obiskom Bežigrajske gimnazije, ker je že jasno, da to bo zdaj ta bitka, tam so otroci zelo tekmovalni, potem pridejo na fakulteto, to lahko povem pač eno zgodbo, ki sem jo tudi od tam slišal, če pa ne boš najboljši, boš šel pa za družinskega zdravnika, ne? In kar naenkrat se zdi, da tam ustvarjajo robote, zato je tudi ena izmed najbolj priznanih slovenskih zdravnic dejala enkrat v mojem studiu, gospa Orožim, da bi se nujno bilo treba pogovarjati tudi o človečnosti, in da če bi bilo te med zdravniki več, bi bilo tudi več takih, ki bi se odločili za družinskega zdravnika. Pa me zanima, kako vi na to gledate. Jaz v bistvu pogrešam kot kriterij za vpis, saj ne samo na medicinsko fakulteto, v bistvu na vse te fakultete, ki se bojo ukvarjale z nekimi ranljivimi skupinami ljudi, neko komponento, ki bi ocenila tudi čisto psihološki profil, ali je nekdo za delo z ljudmi, sploh z ranljivimi ljudmi, primeren ali ne. Zdaj vidimo
sej verjetno je ta celotna družba taka, da pri mlajših generacijah je mogoče ta odnosovni vidik še malo drugačen, kot je bil, bom rekla, pri generacijah naše srednje ali pa starejše populacije, da je dostikrat mladim komunicirati težko. Verjetno je to tudi posledica te digitalizacije, tega, da se v bistvu pogovarjamo preko spletnih omrežij, preko raznih teh platform, da je ljudem v bistvu težko prijeti telefon v roke, pa se osebno pogovoriti, kaj šele se priti pokazati, dostikrat to vidimo tudi pri pacientih mlajše generacije. In dejansko je marsikomu, ko vidim tudi, ko prihajajo študentje, pripravniki, težko vstopati v te odnose. In je ta diskrepanca med tem, kaj pacient dojema, sploh če je starejši pacient, kot svojo potrebo, in pred tem, kar en mlad človek dojema kot potrebo, zelo velika razlika. A ne? Sej, bom rekla tako, tudi na medicinski fakulteti so naredili veliko korakov naprej, tudi v učenju komunikacije, tudi v učenju teh interakcij, sporočanja slabe novice. Ne bom rekla, da se na tem ne dela. Se dela na tem in se dela v bistvu več, kot se je delalo, ko sem jaz študirala. Bo pa tega moglo biti gotovo še bistveno več. Je pa res tudi sistem krut. In v krutem sistemu, ko so pred tabo postavljene včasih nemogoče naloge, ko so ti mladi ljudje potisnjeni v nek kaos sistema, v neke prezasedene ambulante, v neke zelo kaotične situacije, ko mogoče niti nimajo na razpolago nekega starejšega mentorja, ki jim bi nudil neko varno okolje, ko se lahko naučijo, se razvijajo neki obrambni mehanizmi. In ti obrambni mehanizmi so lahko kažejo tudi v neki slabi komunikaciji, ko človek ščiti sebe zato, da preživi. Zdravstveni sistem lahko daleč zgleda mogoče zelo romantičen, ampak ni. In ne govorim tle samo za profil zdravnika, ne? Govorim za vse zdravstvene delavce, ki vstopajo v sistem. Po mojem ga ni zdravstvenega delavca, ki ne bi bil deležen takega ali drugačnega, bom rekla, negativnega odnosa, ali strani nadrejenih, ali strani kolektiva. In mislim, da se tudi tukaj, bom rekla, še vedno premalo dela na tem, da bi znotraj timov med istimi profili, med istimi poklicnimi skupinami, pa tudi med različnimi poklicnimi skupinami, načrtno in sistematično uvajala neka prijazna, profesionalna, konstruktivna komunikacija. Mislim, delati v dobrem timu, in jaz delam v odličnem timu, je poezija. Mislim, jaz grem zjutraj rada v službo, ne samo zato, ker imam pač rada to delo, ampak ker vem, da me tam čakajo ljudje, s katerimi se razumemo, ki jim zaupam, ki se med seboj spoštujemo, in samo na ta način lahko nek sistem funkcionira pozitivno. In samo v tem primeru, ko bo šlo nekaj narobe in bo šlo tudi kaj narobe, bomo lahko iz tega se nekaj naučili in stvar nadgradili, da drugič narobe ne bo šlo. Zdaj, žal pa je tako, da mladi dostikrat vstopijo z neko predstavo v ta sistem, kako bo to super fajn, na koncu je pa tukaj v bistvu dostikrat zelo kruta situacija, in to lahko potem rezultira tudi v te slabše odnose, slabšo komunikacijo, ne. Dober del ste zdaj načeli, pa mi je bilo zelo všeč, ko ste rekli, da greste radi v službo in da imate dober tim. Ko sem vas poklical in povabil, če bi se seveda pridružili tukaj v Ljubljani, ker vas je vendarle pot morala zanesti sem, ste rekli, se ne vem niti kateri dan je. Da pojasniva, ker ste šli zvečer v službo, a ne, in klical sem vas popoldan, pa je bil že naslednji dan. Ja, dejansko je bilo tako. Pač te nočne službe pač delamo, seveda, to ni našo, to ne sodi v naše redno delo, ampak sodi v te nadure, ki jih naredimo. Mi, zdravstveni delavci, imamo zakonsko določenih obveznih 8 nadur na teden. Nismo tako kot ostale poklicne skupine, ko je to v bistvu omejeno. Seveda bi lahko delali tudi več, jaz osebno sem umaknila soglasje, zato bom rekla več od teh 8 ur na teden, nadur na teden, tako da se tega tudi držim. Zdaj, te nočne služba, predvsem, če greš potem naslednji dan, da potegneš v naslednji dan, je naporno, seveda je naporno, je nekaj, kar
spremeni način življenja, ne? Ker v bistvu moraš ves čas čakaš tisti razpored za naslednji mesec, da boš vedel, kdaj boš po noči, kdaj boš čez vikend, a boš fraj nek praznik ali ne boš fraj, in seveda vpliva potem tudi na čisto osebno življenje, družinske odnose. Se pa tega nekako navadiš, čeprav predvsem v poletnih mesecih, ko je tega več, ker seveda dobiš dvojno ambulanto, ko nadomeščaš pa še dvojna dežurstva, je tudi težko. Ne? In prav v teh momentih se mi zdi tako zelo bistveno, da imaš nek kolektiv, kjer se čutiš varen. Ker v teh kolektivih je tako zelo bistveno, da poskrbiš en za drugega, ker v kolektivih, kjer tega ni, je v bistvu ta dejavnik izgorevanja, dejavnik te prevelike utrujenosti, izčrpanosti dosti višji. No. 3 otroke imate, a ne? 3 otroke imam, jaz in 2 sta že precej velika. Ampak zdaj, ko ste rekli 8 ur na mesec... Na teden. Na teden? Na teden. Aha. Obveznih 8 ur na teden. Na teden, ja. Včasih je bilo tega še več? Ja, seveda, če ne umakneš soglasja, lahko tega še tudi več. Je pa tako, načeloma, ko imaš majhne otroke, a ne, si tudi tega potem oproščen in tega tudi moj delodajalec je držal, tako da, ko so bili otroci zelo majhni, tudi nisem dežurala. Ja, glede na to, da ste v praktikumu, pa glede na to, da smo v zadnjih 2 letih, se mi zdi, ali pa sploh v zadnjem letu, ko ste zdravniki začeli stavkati, česar moram reči, da večina vendarle ne občuti, a ne. Mimo te plače ne morava, zdaj sva oddelala, kaj delate, potem sva se ustavila malo pri tem delovniku, vaš je tak, morda na kakšnem drugem koncu države popolnoma drugačen, zdaj sva pa pri plačah, no tukaj smo pa sploh drugačni, a ne. A zdaj že veste, kakšna je ta nova plačna lestvica, kako je zdaj z vašo plačo? V bistvu ne vem. Pošteno priznam, da nisem šla študirati aneksa, ki sem ga podpisala. Podpisala sem ga. Zdaj prav kakšne velike revolucionarne spremembe glede na odzive kolegov ne bo, je pa to tudi odvisno od tega, ali so to mlajši zdravniki, ali so to starejši zdravniki. Je tudi res, da še nismo podpisovali prevedbe tisti, ki bodo imeli pogoje za napredovanje v zdravnika, starejšega zdravnika specialista, tako da tukaj se še ugotavlja prav točno, kakšni so ti kriteriji in se pač bojo potem z delodajalci zmenili, kdo te pogoje izpolnjuje in kdo ne. Mislim pa, da s to plačno reformo moja plača trenutno ni kaj bistveno drugačna, kot je bila. Mogoče bi jaz le izpostavila predvsem to, da kar jaz vidim, ne, in to je moje stališče, da bi dejansko zdravstveni poklici mogli biti v nekem čisto ločenem stebru, ker je tle dinamika teh poklicev in tudi dejstvo, da se trenutno izpostavlja nek čisto vzporedni, bomo rekli, privatni sistem zdravstva, vseeno drugačna kot, bom rekla, v ostalih stebrih javne uprave oziroma javnega sektorja. In jaz tukaj predvsem pogrešam to možnost menedžmenta zdravstvenih ustanov, da bi imeli neko avtonomijo nagrajevanja svojih zaposlenih. Ne? Spet se mi zdi, da bomo šli v neko uravnilovko, v neka napredovanja po nekih stihijah, po nekih letih dela, kar pa ne bo pripomoglo k temu, da bi tisti, ki so, ne vem, bolj pridni, ki so pripravljeni več delati, ki si želijo več delati, konec koncev si lahko si priden, pa si ne želiš več delati, ne. V bistvu ne maram te besede priden, ker mi deluje, mislim, govorimo o odraslih ljudeh, ki profesionalno upravljajo svoje delo, a ne, in zdaj, zakaj ne ljudem dati neko svobodo, če si želijo delati več, da to tudi oddelajo, nekomu drugmu pa bolj pomeni, ne vem, čas družino pa prosti čas, pa se pač tukaj odloči drugače, ampak spet bo umanjkal, se mi zdi, ta moč, ta orodje menedžmenta, da bi tukaj lahko v bistvu stimuliral tiste, ki si to želijo. 2 stvari
Bi zdaj tukaj povprašal, ko smo spremljali ta pogajanja, Fides se je na koncu zdelo, da se zavzema za to, kar ste tudi sami rekli, da ti starejši zdravniki dobijo še nekaj več te finančne nagrade, medtem ko v praktikum pa mladi zdravniki pa ves čas opozarjajo, da je ta pritok zdravnikov in da bi obstali v javnem zdravstvu vendarle pod največjim vprašanjem, prav zaradi denarja pa se je zdelo, kot da se pa z njimi na koncu nihče ni ukvarjal. Se mi zdi, da je to zdaj taka nenavadna stvar. No, po eni strani vemo, da je premalo zanimanja za družinskega zdravnika, da mladi pogledajo, seveda, in to je razumljivo zaradi urnika, ki ga imajo na denar, ampak Fides se je pa izboril ali pa boril, pa bolj za tisti del, ki pa so svoje delo praktično vrhunsko že opravili in bodo zdaj za to še nagrajeni na koncu. V bistvu zdaj, koliko se pravi, nisem šla prav študirati tega novega sistema, ker enostavno nisem imela časa do zdaj, ampak kot je zdaj zadeva postavljanja, če jaz to zadevo prav razumem, je, da se v prvih 20 letih lahko napreduje, zadnjih 20 let potem napredka ni več. Tako je zdaj zadeva postavljena. Zdaj, ta borba me je zanimala, ker naprimer, vi ste rekli, sem tudi v praktikumu, ampak ne Fides, ne praktikum, nihče se ni z vlado pogajal, ker teh pogajanj ni bilo, po drugi strani to tudi razumem, prej ste rekli, jaz tam nisem profesionalka, jaz sem zdravnica, nimam časa sedeti na teh pogajanjih. Na teh pogajanjih, se pravi, to so bila pogajanja javnega sektorja, Fides vemo to zgodbo, Fides se tukaj ni pogajal, ker je imel podpisano s strani vlade ta sporazum, da bo je ta pogajanja ločeno šla. Dejansko jaz mislim, da kar mene moti pri vseh zaključku teh pogajanj je to, da je v bistvu še najmanj plača odvisna od tega, koliko nekdo dela. Od vseh ostalih stvari bo bolj odvisna, od nekih točk, pa od nekem sodelovanju pri neki pripravi kliničnih poti, pa od starosti, od delovne dobe, ampak umanjka pa prav ta moment, kaj pa če bi bil človek nagrajen glede na to, koliko je naredil, pa kako dobro je nekaj naredil. In jaz mislim, da ne glede na to, kako bi ta pogajanja se na koncu išla, do tega ne bi prišli. Ker je v bistvu celoten javni sektor podvržen tej eni veliki želji uravnilovke. Da ne bi kdo več, Tudi taka družba smo, in tukaj govorim, ne izvzamem, tudi zdravniki smo taki, da smo potem grozno užaljeni, da potem, če nekdo ima več v istem sistemu, je pa to krivica. Ampak tukaj bi mogli preseči to miselnost, ker dejansko, a ti delaš več ali delaš manj, je lahko neka stvar, tudi neke odločitve, Meni osebno recimo je vrednota prosti čas in ne bom šla delati več in bom seveda imela za to lahko manj plače, če imam jaz zdaj to svobodo. Manjka tudi fleksibilnost, vse mlade, konec koncev, vse te generacije, ki zdaj prihajajo na delovni, bom rekla, trg delovne sile, izražajo to željo po fleksibilnosti, izražajo željo po tem, da bi mogoče pol delovnega časa nekje naredili, pol pa nekje drugje. Recimo, dosti imamo teh mešanih specializacij, recimo ginekologija je taka. Želijo malo delati v zdravstvenem domu, želijo malo delati v bolnici. Ali pa ne želijo delati 8 ur na dan, ampak želijo delati v nekem skrajšanem delovnem času, ker mi pač to ustreza. Zdaj, jaz z vidika pacienta si mislim, a ni bolje, da nekdo dela 6 ur na dan, ali pa samo 3-krat na teden, kot da ne dela. Ker ga ukalupimo v nek okamenjen, bom rekla, okvir javnega sektora, ki ti dovoli delati samo to in samo na ta način in samo ob teh urah, če pa vemo, da mlade generacije tega načina dela ne bojo sprejeli. A ta rešitev v narekovaju vlade, ki jo zdaj ponuja, lahko si v javnem sektorju, lahko si pa v zasebnem sektorju, ni pa te fleksibilnosti skozi vaše oči. A bi, na primer, vi rekli, dobro, bom pa šla v zasebno ambulanto. Ne, jaz tega ne bom rekla, ker pač jaz rada delam v domu upokojencev in v domu upokojencev v zasebni ambulanti ne boš delal. Čisto tako. Ne vidim pa, jaz osebno v tem ne vidim nobene rešitve, zakaj ne. Zato, ker meni se zdi bolj bistveno, da se postavi orodja menedžmentu, da ljudem, ki delajo v nekem javnem zavodu, lahko
nadzirajo, bom rekla, in stimulirajo delo, se pravi, da se ve, da če je nekdo v javnem zavodu, koliko naredi, a opravi svoje delo, za katero je podpisal pogodbo, in če to naredi in to naredi v redu, ja, super, zato ga tukaj imamo, zato ga tukaj plačujemo. A ne? Zdaj, omejevati vlade, ki bi mogoče želeli delati, ne vem, 2-krat na teden pri nekem koncesionarju, 3-krat na teden pa pri javnem zavodu, jaz ne vidim razloga, zakaj ne, če je to delo opravljeno. Ne vidim, kaj bo s tem pripomoglo, ker v bistvu mi bomo na ta način dobili manj terminov za paciente, ne več. Če bomo mi rekli nekomu, ne, popoldne ne smeš iti delati, pač tisti popoldanski termini, če se bo on odločil stati v javnem zavodu, ne bodo polni, a ne? Ampak nič ne bomo pa naredili za to, da bo v javnem zavodu kaj več narejenega. In tle jaz ne vidim, zakaj se lotevati reforme, ki vemo, da je potrebna. Mi vemo, da imamo kup problemov v zdravstvu. Mi imamo problem pri vodenju javnih zavodov. Mi imamo čakalne dobe. Mi imamo pomanjkanje drugega kadra, tudi ne zdravniškega, in so zaradi tega recimo operacijske dvorane manj učinkovite, kot bi bile so oddelki zaprti, ki bi lahko delovali. Nič od tega ne bo rešeno na ta način. Mi bomo zaprli popoldanske termine, ok, dobro, tisti ljudje ne bojo zdaj neki zaslužili, kar so delali popoldne, ampak kaj smo pa naredili za to, da se bo v javnih zavodih delalo z manj izgub, a smo mi kaj naredili v spremembi procesov, a smo tukaj mi ponudili nekaj več ljudem, nismo. In če jaz gledam to z vidika pacienta, me v bistvu skrbi, ker jaz vidim, da se bo zdaj še zožal diapazon naslovov, na katerega smo lahko ljudi poslali, pa že zdaj imamo zelo omejene možnosti. Zdaj, name osebno to v ničemer ne bom vplivalo, ker nimamo v bistvu neželjene možnosti delati na drugačen način. Zdaj, kolegi se bojo pa pač odločili, eni tako, eni tako. Kaj je najlepša stvar, ki vam je kdaj povedal kakšen pacient ali pacientka? Ja, to je bilo res, tega ne morem pozabiti. V domu upokojencev smo dobili enega novega gospoda v zelo slabem stanju, nepokreten, z nekimi ranami preležaninskimi, prišel iz bolnice in sem ga šla pogledat. Ponavadi ta prvi pregled naredim malo daljši, zato da človeka spoznam, da pregledam dokumentacijo, da tudi vidim kako človeka, kdo je. In ko sem prišla k njemu v sobo, je se pogovoril z mano, vse mi je povedal, videla sem, da je žalosten, šlo mu je na jok, pa sem ga pa vprašala, saj gospod, pa vi ste poročen? In je bila kar nekaj sekund tišina, pol se je pa obrnil k meni, me pogledal v oči in je rekel, ja, moja žena je Marica, in to je najlepša ženska na svetu. In potem se je zjokal. In meni je bilo toliko v teh besedah, ker si videl enega človeka, ki v bistvu se je soočal z neko svojo ranljivostjo, z tem, da nikoli več ne bo šel domov, s tem, da je popolnoma odvisen od nege, od pomoči drugih, s tem, da se mu je življenje in to on čutil iztekalo. Ampak v teh besedah je bilo toliko ene ljubezni in toliko ene globine, ene življenjske zgodbe, da mi je dalo in še zdaj mi daja tisto zavedanje, imamo pravka z ljudmi. Nimamo pravka z demenco, nimamo pravka s preležanino, nimamo pravka z inkontinenco, imamo pravka z ljudmi, ki nosijo vso lepoto in krutost svojega življenja. In res je to en tak stavek, ki mi še zdaj odmeva. No, prav tako, no, ko se spomnim na to. Se mi zdi, da lahko narediva piko, ampak vseeno še eno vprašanje. Ker sem vas povabil kot družinsko zdravnico, kot mamo, kot Slovenko, ki je angažirana, to je danes zelo za pohvaliti. Zato bi ob koncu vas vseeno prosil za en odgovor, zakaj ste pa vi družinska zdravnica? Zakaj sem družinska zdravnica? Praktično jaz nikoli niti neke druge opcije nisem imela znotraj medicine. Jaz sem imela opcije ali iti na medicino ali ne iti na medicino. Tudi
prve 2-3 leta sem kar pri sebi tuhtala, a je res to, kar sem jaz želela. Prva 3 leta takrat na medicini praktično ni bilo stika z pacientom. Mi smo se učili biofiziko, biokemijo, patologijo, patofiziologijo, to so vse predklinične vede. Tisti faks sem delala, pa tudi mi ni šlo prav slabo. Ampak ves čas spraševala, pa kaj zdaj jaz to počnem, tako da celo nekje v 2. letniku sem razmišljala, da bi se prepisala na slovenščino, primerjalno književnost ali filozofijo. Te so mi bile še take ljube opcije. Potem pa, ko sem prišla v ta klinični del, ko smo vstopili na oddelke, ko smo začeli delati z ljudmi, sem se pa kar v tem dobila in mi je bilo fino, ampak v bistvu sem ves čas vedela, da v bolnici ne bom. Mogoče k temu prispevalo tudi to, da sem videla en kup slabih odnosov znotraj bolnice. Mogoče k temu prispevalo tudi to, da sem kot človek taka, da imam rada po svoje urejene stvari, ker družinski zdravniki smo taki individualisti, ki ne maramo, da nekdo prav preveč se vtika v naše procese dela. Ko sem pa prišla potem na vaje k mentorci v zdravstveni dom družinske medicine, sem vedela, da je to. Mi je bil tisti res tak občutek, da je vsega pomalo, ker nisem hotela gledati samo enega organa ali samo ene bolezni, pač to mi ni bilo. Vedela sem, da znanstvenik ne bom. In sem rekla, to je pa fino, a ne? In res sem imela dobro mentorco, ogromno me je naučila, videla sem, da lahko ogromno sama naredi. In mi glede tega v bistvu nikoli ni bilo žal. Nikoli nisem rekla, recimo, če bi šla pa zdaj še enkrat, bi šla pa, ne vem, na dermatologijo ali pa, ne vem, na interno. Mi je bilo to ena taka celostna zadeva, pa zadosti je bilo ne samo medicine, ampak tudi drugega aspekta človeka, no, tako. Verjetno smo bili taki, nismo samo naravoslovci, ampak mož biti še malo družboslovci, pa humanist zraven, tako. Hvala lepa za vaš čas, vse dobro, da boste uživali v svojem poklicu, imeli, kot ste sami rekli, še naprej tak dober tim, kajti ko je kaj narobe z nami, ne, takrat ste tako potrebni, da pozabimo na vse tiste stvari, ki jih kdaj mislimo o vas, preden bi zares razmislili. Tako da. Jaz moram reči, da zelo redko srečam pacienta, s katerim ne morem sodelovati. Mogoče na prste ene roke lahko naštejem v 20 letih, da sem srečala takega človeka, pa še mogoče sem bila jaz takrat malo na slabi nogi. Tako, z veliko večino ljudi se pa v bistvu da dobiti eno skupno pot, tako ali drugače. No. Tako da imam veliko večino lepih in pozitivnih izkušenj. No in naj tako ostane. Hvala lepa, pa varno pot nazaj domov. Hvala. Ja, vam pa hvala lepa, da ste bili z nama. Super gostjo smo imeli, se mi zdi, da včasih je pač res treba si vzeti kakšno uro, da prisluhnemo tudi določenim poklicom, o katerih tako površno govorimo. Vsak poklic pa seveda je zgolj poklic, kajti tisto, kar ga dela dobrega, pa je človek. In danes smo takšno zdravnico v studiu tudi imeli. Hvala, do naslednjič. SBC intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.